Pozdravljeni, živijo. Si kaj dobrega za zajtrk jedel? Kosmiče, kot večinoma, si pa tudi prvoščen polento, katera bo danes pripravila. Se malo drugače kot samo z mlekom ali jogurtom. Dodala bo nekaj, malo eksperimentirala bova, nekaj slastnega, nekaj dobrega, nekaj predvsem zdravega in koristnega. Začinjala bova s kefirjem. S kefirjem in pa feta sirom. Tako, točno kaj potrebujemo za pripravo, ja. Poglejmo. Videli ste sestavine, vidite jih tudi tukaj, ampak Laše bo povedal, kaj dejansko bomo počeli v kuhinji. Kombinacija bo, se pravi, lahka skuta, kefir, feta sir, drobnjak in pa koper. To bomo vse skupaj izmešali. Še predtem bomo pripravili potem polento. Kali bo zarezala češnjev paradižnik in pa olivco, katero bomo to vse skupaj izmešali in začinili. Za kefir sva se odločila preprosto iz tega razloga, ker kefir po turško pomeni dobro počutje. In pa polenta se reče na južno od Kolpe, se reče pure. In ne slučajno zamenjati s kakšno purico. Kefir lahko spijete tudi tako za zajtrk samega seveda. Super deluje na našo črevesno floro. Sicer nekaj podobnega kot probiotični jogurti, ampak kefir vsebuje še kvasovke, tako da to pomeni, da smo še bolj notranje pomirjeni, če lahko tako temu rečem. Zelo super deluje kefir na naš imunski sistem, če imate kakršnekoli črevesne težave. Če ti česa spomniš, milijon in ena zdrava zadeva. To si že povedala, da vsebuje tele dobre bakterije za našo črevesno floro, katera nam pomaga, se pravi, pri naši prebaji, pri našem celem prebavili, zabušija našega, potem za... Zelo super za ljudi, ki so malce depresivni, ki imajo motnje spanja. A s toga ti veliko piješ? Ne, jaz ne, ampak sem videla, da imaš ti hladilniku en kup kefira. Je nepogrešljiv pri meni, pri športnikih pa sploh. Tako, danes bomo gostila osebo, ki veliko ve, ker je študirala te zadeve, zato jo bomo zelo, zelo dobro izprašala. Upam, da sem kaj pametnega odnesel od nje, ki je spet nadgradil svoje znanje. Se bomo pa zagotovo veliko nasmejala. Z nami je Ana Marija Mitić. Živijo, pozdravljena, hej, kje ste lešček, živijo. Jaz bi ti dal rokco pa to, ampak se veš. Vidim, da si zaposlen s temi zanimivimi predmeti še bolj zanimivih oblik, sploh za moške roke. No, pa šalo na stran, kako sta vidva, kaj sta mi danes pripravila, oziroma kaj mi še bosta? Jaz upam, da imaš rada, oziroma da smeš jesti polento, ker imaš neko posebno, kaj se ti bo reče, gensko, čudo božje, ne vem. Čudo božje, ja. Čudo božje seveda je ena izvrstna, kako bi se temu rekli, prednost današnjega sveta in sodobnega življenja, zato ker zdaj dejansko poznamo genom, več ali manj, še vedno ga odkrivajo, poznamo genetiko in lahko preko analize naše lastne genske strukture pridemo celo do izsledkov, kakšno hrano jemo, kakšno pa je mogoče malo manj priporočljivo jesti, zato da lahko živimo bolj zdravo, izpopolnjeno in veselo. Se strinjam. Kaj ti eno bolj sedejo žitarice, eno manj, eno bolj sedejo meso, eno manj. Vse je treba prilagajati na metabolizem. Nekateri mesa že itak sami po sebi ne prenašajo najbolje in se potem kar pogosto poslužujejo vegetarijanstva. Spet drugi pa smo kar mesni ljudje in brez kakšnega koščka te čudovite beljakovine ne bi zmogli. Sploh športniki, ki ga v bistvu... Poznam enega tazga, res. Kakšnega? Ki ne more brez mesa. Ki ne more brez mesa. Dobar, super. In kakor vidim, sta vidva tudi danes mene presenetila s čudovitim breznestnim menijem. A je tako? Hvala lepa. Ampak bova poskrbela za tvoj želodec, za tvojo črevesno floro in da boš lažje spala danes. Najprej bomo naredili polento, ki jo lahko drugače delamo kot samostojno jed, kot kakšno prilogo mesu, kakšnim lignjem, recimo lignji z belo polento so slastni, kakšne čorbe, a ne Laše? Sploh meni lepo sede tista jelenčkova, bambijeva.
Bomo preskočili, dobro. Ti imaš rada polento kot glavno jed ali kot zraven bambija? Jaz jo ponavadi tudi zraven bambija, je odlična. Jaz jo ponavadi dopolnim še s čim. Predvsem je fina gratinirana polenta. Se pravi, polento narediš, zraven narediš še neko tako prikuho, zdaj to je vse. Lahko so tudi samo bučke. Na kar, če imaš pečico, da se pa narediti tudi brez pečice, rukneš vse to skupaj, zamešaš, rahlo termično obdelaš, daš v pečico, posluješ s kakšnim parmezanom ali bolj mastnim sirom in vse skupaj gratiniraš. Rukoljco lahko, je pa res, da rukoljca se zelo hitro razpusti in razneži, pa malo potem to na koncu, ko damo dekoracijo. Tako. Drži. Mi si bomo pogledali en prispevek, še pred tem ti moram dati darilo, ker vse veš, v najni kuhinji ne samo, da se dobro kuha, ampak vedno poskrbimo za krasno presenečenje. Jaz sem slišala, da obožuješ fitness, da so to tvoje sanje. To je moj drugi dom, absolutno. Da imaš tesen odnos z napravami. Čez nekaj trenutkov nam boš povedala točno to, ampak zdaj pogledamo, kaj pravi Žera iz Crveni jabolki. Bolj malo zgovoren, ampak še vsem smo nekaj izvedeli, kako se prehranjuje, kaj ima rad. Da ste si ikrat v životu zaželeli, da idete na neko veliko turnejo, kao veliki bendovi, da imate svojega šefa, svojega kuhara, možda kojeg maserke? Pa već sam to ima samo filmova. Mi smo sromi ljudi, nama je ovako lijepo. Nama isto ovako zezamo se dobro kucamo u našem kombiju, šta nam fali. Imate više iskustva, ljepši ste, imate više energije. Kakvi su sad koncerti nego što su bili prije? Pa prije smo bili djeca, sada je to puno zelije. Dakle, nauče se valjda svirati poslije 28 godina. Ja mislim da je tako. Najbolje da publiku pitate. Imate neko možda posebno jelo koje volite? Stvarno, ne samo prije koncerta, nego nedelja, familija. Jelo? Jelo, da. Ja sam Bosanac, ja ćevape najviše volim. Možda kuhate? Kuham jako dobro, kuham ja sve živo. Šta? Volim juhe najviše kuhati. Juhe? Povrće? Potom sad imam mali dvije blizanke, pa onda ti uglavnom od teleće koljenica, djeci i tako. A bavite se možda nekim sportom? Ne bavimo se sportom. Gledate neki sport? Volite gledati neki sport? Pa kad je neko evropsko ili svjetsko prvenstvo, da. Aha, to. Fuzbol. Pa bilo koji. Bilo koji. Možda još jedno za kraj, neki zdravi savjet za naše gledatelje? Da budu lijepi, mladi i pametni. Meni se zdi, da je Žera od vedno isti, ni se spremenil v vseh teh letih. Frizura je ista. Frizura ima top. Drugače pa Ana Marija Mikić je najna gostja, kar pomeni, da se zabavamo. Jaz ti bom dala tole olivca za zrezati. Olivico, od vseh teh hvala lepa, bom z največjim veseljem bom narezala. Pred prispevkom smo ostali na tem, da obožuješ fitness in da si se poistovetila z vsemi napravami, še najbolj s teperjem. In tekočim trakom. Tako kot tovarni, sam da je za ljudi, je res super, to je moj drugi dom in moje mišičke kar zapojejo od sreče, čim se ruknem gor. Ne, šalo na stran, seveda. Osnova nekak zdravega življenja in tudi vsi, ki pomislijo, oziroma ki pogledajo človeka, ki ima kakšno kilco več, takoj pomislijo, bajca, ta pa sam leži na kavču pa žre čips. Daleč od tega, tudi jaz skrbim nekak za svoje telo. Je pa res, da včasih kakšnega, ne sam tega, ampak tudi kaj drugega preveč ruknem noter in čim gre za kalorijice preveč, se pol to vse nalaga v obliki dodatnega sala. No, je pa zelo pomembno, in to je meni tudi všeč pri tem Life Genetics, da veš, kakšna hranila vnašate v svoj sistem. Če ne zaradi tega, da zelo zdravo živiš, pa zaradi tega, da se ne pojavijo kakšne s tem, z napačno prehrano, namreč pogojene težave potem v prihodnosti, ker pač jasno je, da ne bom skozi 22 in je se pametno tudi temu primerno obnašati. In zato mi je ta Life Genetics sistem totalno všeč, ker ti pogledajo gene, pogledajo tvojo strukturo, ki jo vsaka celica sabo nosi, ki se v bistvu podedoval in na račun tega ti točno veš, katera hranila je pametno vnašati, katera pa ne. No, katera recimo ne smeš? Pri meni je recimo sladkor pa laktoza, ki je mlečni sladkor, zelo riskantno. In to sem jaz v bistvu že prej opazila, zato jaz tudi rada poudarim, da niso moje kile zrasle na torticah, ker mi sladkarije tudi niso všeč. Sem pa zelo za sirčke pa salamce. Zdaj se pravi, glede na to,
tole genetski test, pa to, boš tudi svojega fanta si verjetno tudi poslala kjera, da vidiš genetsko, kako se ujema. Ja, teh nekih spolnih ujemanj mislim, da ne delajo, ne. Je pa res, da če bom morala celo življenje gledati enega, ki lahko trpa tortice, kolikor jih hoče, bom rekla nasvidenje. Kako je malo pomigu s temi pektoralkami, ali opaziš ti to? Danes sem nekaj vam danes, to moramo razložiti, močno srce, ampak tole imamo v bistvu uteži, čokoladne uteži. Se pravi, da čokolada je tudi zdrava, tudi dobra za srčka, ampak izberemo tisto, katera je dobra z večjo vsebnostjo kakava. Zato, ker kakavovo maslo vsebuje ne samo polno količino flavonoidov, ampak tudi hranila, pa maščobe, pa aminokisline in vse to, kar je dobro. Ti imaš veliko znanja na temu, se pravi, si izobražena. Ja, kar se tiče same nutricionistike oziroma te veščine prehranjevanja, se mi zdi to ena najpomembnejših stvari. In ni tako obožujem hrano v taki in drugačni obliki. Moji starši so kar tako malo bio-eko friki, ne da ne bi jedli mesa, ampak že od malih nog sem nekako rasla s tem pravilnim zdravim prehranjevanjem. Tako da mi je to silno veselje in užitek. Ampak zakaj si pa svojo prvotno skoraj da kariero zamenjala? Zato, ker zdaj počneš ogromno stvari, vodiš televiziji, stand-up, igraš teater. Z marsičem se ukvarjam, in me je v bistvu čisto kontra. Potegnili me je od svet teatra in televizije, kar je lepo, kar je super, zato ker je največji užitek delati to, kar počneš. Tudi skajo žarometi tisto iz ene strani, iz druge strani kamera. Pogledaš tam in Okej, nisem šel zaradi tega v to. Itak je to neke vrste usoda. Zato sem malo premišljala, da se preveč ne stradi. Pa prikolca, pa to, kar te čaka vedno pred, pa tiska rabaš vse tiste grozdje brez pešk. To, pa goli moški garderobi, da sploh ne razlagam. Od tistih Chinese, mulatov, južnjakov, enih, drugih, tretjih. S kim si imela enkrat tudi na neki te liste? Kaj si že bila ta lista? Ona lista, ja. Nebita, okej. Kaj smo naredili? Preden pojemo, dajmo povedati. Naredila sva. Ana Marija je zmešala polento. To, da je zdaj pripravljena za input. Tako, polenta, lahka skuta, kefir, feta sir, olivco, samo eno olivco noter, glih takole, kumrco, tanko nasekljano in pa dal pomembne začimbe, kot so koper in drobnjak. Tako da je prišlo nekaj podobnega, kot tista grški sos, tzatziki. Kaj če bi dala malo popra? Super, se strinjam. Vidiš, ko se recimo več glav več ve, dobro si to domislila. Treba bo bilo, da ga damo že na začetku, ampak v redu je. Ne more biti začinjeno. Takole, mi bomo poskrbeli za zdrav duh v zdravem telesu in pa, da se bomo malo raztegnili. Z benčem ali pa brez benča. Zelo pomembno je, kako začnemo svoj dan. Po jutru se dan pozna, v bistvu se ključ srečnega in veselega dne skriva v jutru. In vse aktivnosti, ki jih počnemo takrat, v bistvu vplivajo na potek celega dneva. Sama osebno uporabljam en krasen pripomoček, ki mu rečem vilinska jutranja prha. To ni nič drugega kot zelo mrzlo vodo zaključena topla prha in predtem seveda uporaba naravnega olivnega mila. Tiste, kako se že reče, izsisala krtače za drgnjenje kože, ki se v bistvu nam poskrbi, da odmrlo kožo odstranimo in pospešimo obnovo kože, tako da v bistvu se s tem tudi pomlajamo. Vilinska jutranja prha poskrbi za dobro počutje, odlično energijo in večno mladost. Po jutru se dan pozna, se pravi, poleg vseh aktivnosti, ki jih takrat počnemo, so pomembne predvsem naše misli in higiena misli. Če smo pozitivno naravnani, si bomo pozitivno krojili življenje. Vsak dan je sestavni del življenja, se pravi, moramo začeti tukaj in sedaj, vsakim dnem posebej. Torej, pozitivne afirmacije svetujem in toplo priporočam uporabo pozitivnih afirmacij. Sploh močne afirmacije so vse, ki se začnejo na jaz sem. Jaz sem je besedna zveza, ki aktivira dejansko udejanjanje vse naše molitve, afirmiranja in miselne naravnanosti. Torej, ko rečem jaz sem, vedno rečem jaz sem in nekaj pozitivnega. Jaz sem ljubezen, jaz sem sreča, jaz sem radost. Nikoli ne uporabljamo besedne zveze. Jaz sem
z negativnim predznakom. Malo smo potelovadili, malo smo poskrbeli za zdrav nasvet, nekaj jih je Ana-Marija Mitić že natrosila danes. Eden izmed dobrih je tudi ta, ki smo se zdaj malo pogovarjali, ki vas ni bilo zraven, da je olivno olje dobro za marsikakšno stvar. Absolutno, jaz sem kakšno kapljico, ki je padla izza delovne površine, veselo nanesla kar na svoje roke, tako da super zadeva. Zdaj bo ti malo pustila, da ne boš ostala praznih rok, boš malo zdekorirala to, da bi se boš dala maso tam, kamor paše. Lepa dej. Jaz sem malo pomagala. Dobro, hvala lepa. Zdaj si boš že vse naredila. Ja, pa ste kar ne mi naredi kaj, ste me povabila, da uživam ali da bom delala? Ja, moraš se zaslužiti. Ja, to je pa res. Glavne, zdekorirate lahko po svoje, mi smo pač se odločili, da bomo pač na takle način. Sej v redu, to je ful slovensko, v bistvu tak šarkeljček, pa noter nagrada, tako da mi je všeč ta dekore. Mi smo ti eno posebno skladbico pripravili zraven. A res? Ja, da je pol, ko bomo pojedli, da bomo uživali tako na prav slovenski način. Ja. Sam zdaj moram še poklicati po telefonu nekoga, da pride to narediti. Ne, evo, izvoli. Dala boš paradižnik in na vsak paradižnik potem mečkam bazilike. Mečkam bazilike. Kako bom naredila takole, da bo še bolj kraljevo, bom v bistvu jih tlele dala, da bo zgleda vse skupaj kukar. Kaj, sta si drugače zamislila? Super, top! Takole, zang. Sicer dajmo potem baziliko na vsak paradižniček, pa čez potem olivno olje. Jaz mi imam eno zelo zanimivo, kako naj temu rečem, zanimiv način jedenja te polente. In sicer za vsako žlico gre en paradižniček, v bistvu top, pol češnjevca. Kakšno lepo torto sem naredila iz tega. Ti si naredila to sladico, ne? Ja, tako da lahko koga preslepimo in še malo potresemo s temle. Voilà, zagrizite. Voilà. Temo še tega malo lico olja čez. Evo, za zdravo srce in ožilje, pa smo vse naredili. Slasten recept lahko vidite na naši spletni strani, kjer še vedno izbiramo najboljši slogan, ki ga bomo dali na majico in seveda vas nagradili. Dajmo poskusiti, jaz sem že tako na trnih. Tukaj sem našla eno vico, ki bom kar zasegla. Progostja, da vidimo, če bo preživela to zdravo kuhinjo. Ja, seveda bom. Da pušamo za najo. Polenta je izvrstna, zdaj bom pa še zraven tole. In ker je polenta slovenska jed, se tudi ob tej slovenski jedi nekako prileže tudi narodna muzika, taka slovenska, orang, ta prava. Sva ti še eno presenečenje pripravila. Aja? Imaš ga glasbeno željo? Ne, ampak kakoli me bo presenetil, tako da kako je tam. Dobar tek, imejte se lepo, bodite zdravi. In pa! Gas! Vam je zmanjkalo idej za darila in posebna presenečenja? Bi radi bili resnično izvirni? Garderoba.
Pester izbor majic, kvaliteten tisk in potisk majic z motivi po vaših najbolj norih željah. Majice lahko naročite tudi preko spletne trgovine garderoba.si. Tiskarna majic Garderoba, Kolosej, BTC Ljubljana. Pustite na okolici svoj pečat. Vrhunski spektakel legend hrvaške popularne glasbe. Jasmin Stavros in Dražen Zečić z gosti. Četrtek, 17. maj, Križanke.